Sem Anita Reher, intuitivna terapeutka, sem jasnovidna, jasnočutna, jasnoslišna. S tem se ukvarjam že iz ranega otroštva, to imam prirojeno vse skupaj. To je moja poslovna pot, tudi z leti potem postala, s tem se preživljam, pomagam mnogim ljudem na različnih področjih. Imate pa tudi še en poseben talent in to je, da govorite z dušami umrlih oseb. Ja. Zdaj, ko prenašate sporočilo ene umrle osebe, a vi govorite s svojim glasom ali dejansko tudi imitirate pokojnika? Ne, s svojim glasom. Jaz ne dam svojega telesa. Se mi zdi, da je dosti lažje se navaditi imitirati, kakor govoriti z umrlimi osebami. Verjetno, če bi hotela, bi tudi imitirala lahko, če bi se za to odločila. Ja, bi. Sem tudi to počela, dokler nisem imela ene izkušnje, ki mi je rekla, da to ni zdravo. Tako, zato ker ko sem jaz dejansko svoje telo takrat dala tej duši, da je komunicirala s stranko, pol ta duša več ni hotela ven. In sem potrebovala 2 gospe, sta me reševale, da sta to dušo potem dobile ven in da je šla nazaj v svetlobo. In takrat sem rekla, da tega več delam ne. In tako rekel se, hvala Bogu, da je govoriti z mrtvimi teže, kakor imitirati. Danes, če pogledaš, vsak ima 5 minut časa, bi že rad imitiral. Če bi imeli vsi ta dar, da lahko govorijo z mrlimi osebami, si predstavljate, da bi bili na nekem resnodnevne zabave, a ne? In bi vsi prijatelji, ki bi malo popili, rekli, daj govori z Napoleonom, daj govori s Schumacherjem. Meni se zdi tu že maltretiranje mrtvih oseb. To se ne delam. Ne. Jaz tudi ne delam tega, če mi stranka ne pove striktnega razloga, zakaj bi to želela. Se prav tako, ker to niso heci. Pustimo jih primera, ne. Se mi zdi kar prav, da ima manj ljudi ta dar, je manj škode. Ja, ja. A se angeli spolno razmnožujejo? Ne. S čim se angeli prehranjujejo in a imamo na zemlji kakšne krmilnice za njih? Angeli se prehranjujejo z energijo in to je ljubezen. A so angeli zaradi velikih izpustov CO2 ogroženi? Ne. Zaradi tega, ker se v tistih svojih sferah prečistijo. Kako visoko letijo angeli in kakšno hitrost dosežejo? To pa ne vem. Za hitrost ne vem.